To se pravi, pride do trka. Poglej, do kam jaz lahko zaniham. Drugač pa, kaj tale model glih žejen. Veš, kako ugotoviš, da avto ni več najmlajši? Tako, ko moraš uporabiti ključ, da odpreš pokrovček posode za gorivo. Ja? Opa. Lega. A vidiš, če Peugeot 208 gledaš čez tole kamero, pa zgleda skoraj kot RCZ. A ja, še nekaj sem hotel povedati. Načeloma ni dobro, če v avto voziš z bundo. Zdaj zunaj je ful mrzlo in jaz ne morem zdaj kar v polovri noter usedeti se. Tako da če ta bunda, ki jo nosite, dosti debela, recimo tako, kaj je ta puhovka, pol, ko se prepnete, pa to morate drugače itak narediti v vsakem primeru, ampak še posebej, če imate debelo bundo, obvezno zategniti pas. A razložim zakaj? Lej, to je čisto simpel in to velja v vsakem primeru, ne, bunda gor ali pa dol. Če se ti samo zapneš in spustiš in se ti v nekoga zaletiš, ali pa že sam, če moraš močno zažlajfati, pazi zdaj to. To se pravi, pride do trka. Poglej, do kam jaz lahko zaniham. In če ti lahko toliko daleč zanihaš ob trku, to so sile enormne, so lahko poškodbe vratnih vrtenc pa hrbtenice kar velike. Če se pa ti usedeš, pa prpneš, pa zategneš, ko se peleš, pazi zdaj trk. Veš, kakšna razlika? Pomik hrbtenice, pa vrata, pa glave je namesto takšen, pol manjši. Zdaj pa neham težiti, dosti le učne ure, jaz moram iti, ker se mi že kar malo mudi. Drugače sem pa danes v pisarni ustvaril en tak dosti zanimiv članek in sicer o tem, s kakšnim avtomobilom se je zadnjih 8 let vozil Barack Obama. Pazi, vzdevka avtomobila je dejansko The Beast. Ta zanimiv ime pa zato, ker zadeva tehta skoraj 8 ton, pa sam recimo vrata, skozi katera Obama vstopa v potniško celico, so težka kot vrata na potniškem letalu Boeing 757. No in takih in drugačnih zanimivih podatkov je še ful veliko, tudi takšnih, ki jih tudi jaz približno nisem poznal, pa sem mislil, da ta avto kar dobro poznam. Tako da, če vas valjda zanima, pejte na siol.net/avtomoto. Mislim, da bo danes popoldne, to se pravi v sredo popoldne, to objavljam. Janas, zdravo. Samo na hitro. Čau. V redu, pa ti? Se vidimo, ajde. To je bil pa Janez Kovačič, dolgoletni urednik avtomobilskih vsebin na Delu, na kolesih. No in Janez je bil dolg časa, pa pravzaprav je še zdaj moj novinarski kolega in moram reči, da od njega sem se naučil ogromen enih stvari, pa ne samo takih strogih avtomobilskih temah. A veš, Janez je ena oseba, ki je name vplivala tudi na tak bolj, kako ćemo reči, človeški način. In sicer, a veš, jaz, ko sem začel v tem poklicu, sem bil tako, junc med starejšimi in včasih sem rabil kakšno smernico, če ne drugače, tudi na temo, kako pa na kakšen način se obnašati, pa kako prestopati. Pa konec koncev tudi kako razmišljati o kakšnih stvarih. No in mogoče zdaj sploh ni tak neumen trenutek, da rečem Janez, hvala. Zdravo. Prvič. Marinci učijo, da se nobenega ne pusti zadaj, prav? Moja napaka. Drugič, na klasičnem avtomotu. Daj. Sinhron. Ali? Disk. Jaz bi bil disk rajš. Zakaj? Ne vem, se mi zdi, da je stopping power taka močna zadeva. Ja, močna zadeva je tudi, če si bremza rešuješ življenje, ne? To je res, jaz rad rešujem življenja. Ja? A sem prav povedal, da sem narobe povedal? Sem pa bi mogel biti gasilc, ne novinar. Stale, grem pa nekam, kjer bom vrgel mal na koš. Yes! Basketa konc, igrali 2-50, ta prvo zgubili, ta drugo zmagali, all in all, še kar v redu. Zdaj pa nekam grem, kjer še nisem bil. Vse ne vem, če se dobro vidi. Tole zadnji za mano je Mercedes E. Par fotk mi še manjka, jutri zjutraj naredim in ga takoj tudi vrnem. Zdaj pa hitro v mesto. Ampak tole fukiš ambientalno pa moram pokazati, le to. Tako, malo je eleganten, malo je pa, ne vem, da nam kje narobe rekel, no? Eja, če rečem, Roxanne, you don't have to put on the red light. A pol je hint dosti jasen. Ok, takole, za mano je 2 uri, ali pa dobro, skoraj 2 uri dosti sproščenega pogovora z Aljošo Kovsom. Stari, kaj bi ti povedal na to temo? Kako ti je bilo, no? Ful dober sogovorc, Hvala. kralj, nasmejal sem samo. Če niste spremljali naj v živo, da ste imeli podcast, poslušajte prvo zgodbico, katero je dejansko imel. Se pravi, kako je razbil svoj lastni mami avtomobil, medtem ko je hotel pošiljati tejbo. Ja, stari, hvala. Hvala te.